Spoštovane dame in gospodje, zelo vesel sem, da je ta naša zgodba Ključ postala zelo popularna, da življenje in fenomene okrog nas tolmačimo tudi takole, rečemo temu kreativno in življenjsko, in da prikazujemo, kako so dejansko stiki z naravo v ustreznih fazah, v tistih še koristnih, ostajali tudi del vrstev, kar je logično. Kljub temu gre za metafizičnost in nekako skorumpiran, neprimeren odnos cerkve danes ne sme pomeniti, da pa nekoč niso to dejansko bila svetišča, neke vrste napajalniki našega uma, kjer je bilo prikazano, kako je treba živeti, da je človek dejansko v stiku s tistim, kar je nad nami. In sedaj ste skozi zgodbo Ključ videli, da so tudi v klasičnih cerkvah, imenujemo jih takole, prikazani elementi, ki prikazujejo, da je sonce tisto, kar bi naj bil, rečemo, kar naravnost Bog, se pravi, tempelj je narava, Bog je vesolje, cerkev kot prostor, kot svetišče, je pa nek izobraževalni, sprostitveni, meditacijski, meditativni kraj, kjer človek dejansko očisti misli, se razbremeni in izven teh svetih krajev živi takole, kot bi naj živel, da bi bil v skladu z zakoni narave in vesolja in da bi se skozi kozmično energijo, kot nam potrjuje tudi Tesla in predtem Goethe, dejansko razvijal in zdravil. Se pravi, Sveta Trojica, ključ, če strnemo skupaj, ključ ni samo predmet kovinski za odklepanje ključavnice, ampak je razumevanje do tega, kako dojeti in živeti fizično življenje skozi ustrezna metafizična očala.